letališču Lesce, pa desno, ko ne travo zapelješ. Aha. Tam so ali ne travo. Hodiš pa lahko na avtocesto dol, ko bo zaprt. Mislim, da oni v 7:30 zaprejo. Nič pa še pa jaz kje. Danes sem pa prišel tlele v Lesce, ko bomo naložili 3 vetrance oziroma 3 krila v vetrance. Floro bo prevoznik, tlele ima že 3 kamione preštimane, pa ta hude prikolice se stegnajo, ne vem koliko. Zdaj grem pa proti letališču v Lesce, tam, ko stojejo. Pa treba avtocesto zapreti, pa celka bo enih jajc. Evo, tudi Darcovce so prišli, da jo avtocesto zaprli, zato ker drugje ne morajo nalagati. Jo. Morajo počakati, pravi, da ne smejo še zapreti, ker se mora megle razkaditi, ker je prenavaren. Aha. Ampak vse greš tam, mislim, da lahko kar kje. Zato, ker je to toliko dolgo pa toliko veliko, pa iz traktorjem spravijo, to se pravi Delana, izbegan, pa tlele v Lesce do avtoceste. Da jo pa z dvigalem naložila, pa se že pa kele obrniti na tišle krožen v Lescah, tam kje je harmonika od Avsenika gor. Pa grejo pa vsak po svoje, en gre na karavanke čakat, 2 pa na Torov. Tlele je pa kuj zraven avtocesta praktično. Iz Travanka naložil čez ograjo na avtocesto. Se moram vprašati, koliko je težko, sploh ne vem, koliko je težko, pa koliko je točno dolgo, ampak vem, da je okoli 50 metrov. Tamle so tudi že avta z izreden prevoz, ker mislim, da je to, kaj sam po noč pa vozijo take dolžine. 6215 R. Je čist majhanega. Kaj je to hurtna, da to nese. Drugač pa ni to kriv not, no. To je en kalupa not za vetrance. Se pravi, jaz sem ne spoznam toliko. Malo sem čudno zdel, zakaj je toliko veliko, pa dolgo pa vse tako v folijo zavit. Se pa je še kakšen majster malo več povedal, jaz tudi ne vem. Avta se še kar vozijo. Tako da še ni zaprt. Ampak zdaj gre megla malo preč, bodo pa jo vsak cajt zaprli. Rečeno je bo 7:30 zjutraj, ura je dele 20 do 8. Tam so že Darcovce bile tudi prštimen, nisem tablam pa to, da jo tank. Kva fajn zgleda. Se že prpina. Kva gre pa v kabr tak reč kaj narobe? Mrskaj. En pas po mojem, da jo zaprli, no. Evo, že v luft. Johnnyja odpeljal, pa prikolico. Zato, ker gre ta Velan nakladati po novo rundo. Pa je dolžina, stari. Tamle ima zlija hidravlično, se je rekel, da ima en joystick. Drugač pa okoli ne prišel čez ovinke. Pisno 700. To se pravi, kar ti držiš. Znači 700, no pa malo manj najbolj. Ja, 10 ton, sigurno, če ne več. Naprej! Te zgornje pomaknete v skorom da prvizat. To je dodušana. Ja, verjete? Tako rekam je. Ja, verjete? V redu, to da te zrihtam zdaj. Ja, v redu. Pravi, ena gre sem.
50. 51. Evo, takole izgleda. Spredi spremstvo, zadnji spremstvo, vmes pa traktor, pa prikola. Gremo v elan. In kaj je to mota? Mater, tole pa ni enostavno, sigurno da ne. Ampak mu kar gre, no. A je mora čisto kaj zadnji zmota zgleda. Zgleda, da bo. Komadine. Evo, tole tam malo fletno z viličarjem naviše, pa jo gor pile. Evo, tole pungruntavšno. Cilinder, da fletna pa je viža, da zadnjo akso. Evo, kakšne novinke tle. In to seveda ni prav enostavno. Voziti. Malo driftati. Evo, ta prvi že naložen, da lahko sem nazaj prišel. Poj pa še ena ogromna, tam ustava. Tista gre pa tudi še posebej poj. Pa kaj ima to floro? Lepo poštrihane kamione. Glejmo nas, tole pri koncu do konca stegno je še kaj lufta. 1 meter je še lufta, to je to. 1 meter je še? Je to hurten, kar je hčeš. Kaj imaš, same nove hurtne? Gleda, Floro dal nove hurtne. So pa te kalupe sestavljene iz večjih koncev. To se pravi, kakor se vidi, tamle tele številke. Tisle tamle je od 0 pa do 48 metrov, pa tale je od 48 do 88, se pravi 40 metrov tale je dolg, on je bil 48, pa je pa še od 88 do 115. 115 metrov je dolg tale kalupa. Glejma, dajma povej, kako pa je plan, ti ko si tole naložil, zahurtnil, kaj poj naprej? Pelam na karavanke, grem domov, jutro ob 10 pride Avstric, me pritegne do Salzburga, tam pauzo naredim pa zvečer do francoske meje naprej. To smo tam, pa v torek šele pride francosko spremstvo, to damo v četrtek na razkladu. To se pravi četrtek na razkladu? Četrtek to se pravi, če je danes sreda, to se pravi 8 dni. 8 dni, ja. Razklad imaš pa kje? Le Havre, Francija. Franciji? Med Parizom, gor, nad Parizom. Aha. Pa prikolice nazaj vrnemo, so sposojene, pa to. Pa 14 dni okoli. A pa je to prazen priješ nazaj? Ja. Prazen ali pa kaj doložimo, če disponent kaj najde, pa jo poberemo. Aha. Mater, to imaš boj kar fura orang. A ja, moraš imeti za tole, tako dolžino pa to peleš, kaj še usposabljanje poseben ali pa kaj? Ne, sam lih prav moraš biti pretegnen. Lih prav moraš biti, a ne? Ne rabiš posebenega izpita, sam merkat moraš, ker to je le 50-60 metrov. Ja. Ni za zabavati. A voziš pa to sam po noč, pa juhkal? Samo po noč. Sam po noč. V Nemčiji imamo pravilo med 10 zvečer pa 6 zjutraj. Aha. Pa kamor prideš, pa če je prometna cesta, avtocesta zaprta, čakaš do 5-6 zjutraj, pa ta prvi parking. Ona dva gresta pa okoli, morata pa na Dunaj, pa iz Dunaja kaj. Čaka tudi v Francijo?
Oba, vsi gremo na isti konc, jaz imam kanala, grem čez Avstrijo, tle na ta konc, onega mota pa na Dunaj, pa poj čist na drugo majo gor. A je, zato imate več, morate iti tudi po drugih. Tako so po Avstriji same delovne zapore in je prej osko. 3 metre gre, fanta sta pa 3,80, pa ne gre drugače. Aha, mater. Evo, na avtobana. Zdaj pa to dolžino treba še vso pohurtnati. To šva hurtnali še pa še. Dvigal pospravljata. Ko gremo dala z obem dvigalem s traktorjem, kje v duelana, da naložimo še tisto ta veliko komadino. Pa to leti, no. Ej, koliko pa je teža tega lipkarja? 40 ton. 48 ton. Takole pa to iznoc gleda. Kaj fajn, ko furaš, pa tale kavel ogroman gledaš. Nekaj taka kot traktor, bi rekel. Saj se nič kaj ne znajdem, malo bi mogel naštudirati vse skupaj. Zdaj pa še tala ta velika komadina na vrst. Mislim, da je 3,80 m širok, pa dolgo pa 50 metrov verjetno. Zdaj pa ne gre več z viličarjem. Slednja zaprl, da ne treba vam padati. Hvala. Je pa ta kalup narejen, to se pravi, iz zunanje strani je karbonsk, noter je pa iz lesa. Da ne vem, če najdu na internet kakšno sliko ali pa kaj, no bom pa lepo. Tale je pa prav od Florata tudi dvigal, tist lepa odviga. Pravim, s tem les pa hitri pa štimank pa un. Taj je za take hitre premike. A je za hitre premike? Ja, da nekam kar letiš, pa narediš, pa moraš pa itak naprej. Ja, to je res, ja. Čakaj, drugače 40 tonca, koliko je? 40, ja. 40-ka. A obvladaš pa, obvladaš? Tole. Ja. To pa v drug poveda. Predvidevam, da je ne 15 ton tale komad teče. Tukaj je Polak peljal čez pole. Dale je pa težko, pa tam cel kap teže ne je enaks, pa ne tukaj v oskih kolesah. Bohe, kam se to dala v drva.
daj pa še tole ta veliko zvorino. Gor ruknemo. No, pa me zdaj kar Florota še vprašal, kako je glede organizacije takih izrednih prevozov. Kaj to vse rabiš? Je to treba že prej kaj vedeti ali pa najbolje, kar sam pove? Pri teh malo bolj zahtevnih prevozih, kot so dolžina, širina, višina, se zgodba začne kar precej prej, kot je tole nakladenje. Vse skupaj se začne z naročilom pa s ponudbami, katere pridejo kar včasih tudi leto prej. Seveda, začne se pa tam 3-4 mesece pred izvedbo transporta, ki je treba vložiti za dovoljenja za vsako državo posebej. To pomeni, da se preveri trasa, vloži se za dovoljenja, katerega izdajo organi, po pridobitvi dovoljenj pa lahko upravimo prevoz. Seveda, pred samo prevozom, par dni prej, je treba pa še enkrat preveriti vso prevoznost cest, pa ovir po cestah, ko so. To se pravi, tudi zato gre ta dele, grejo po ločenih furah, a ne? En kamion gre na karavanke, dva gresta pa okoli. Tako je. Je pa vse sprot treba preverjati pri odgovornih za določene odseke, koliko je Dars v Sloveniji, Asfinag v Avstriji, pa to, da preveriš razpoložljivost oziroma možnost prehoda čez odseke. Vsakemu dovoljenju je točno predpisan, kako se vozi, pogoji vožnje. Večinoma se to upravlja v nočnem času od 8 do 6 ure zjutraj. Moramo pa upoštevati navodila policije in izdajatelja dovoljenj, ki predpiše pogoje. Kako pa je recimo s kakšnim težavam kdaj? Ste se kaj zataknili, bo kakšne prigode posebne? Vredno je dosti. Vsak transport je svoja prigoda. Zdaj, nismo se še zataknili, da bi obstali nekje, ker res zadaj so dovoljenja in vse, in če se držiš tega, načeloma to laufa. Seveda pridejo pa neplanirane zadeve, kot so nesreče, ne vem, take stvari, pa pol ne moramo nadaljevati poti. Takrat se pač počaka na primernem mestu in pol nadaljujemo pot, ki je prostor. Morbiti lahko še kakšno besedo rečeva kar direktno temu tovoru. Jaz sem jih prej že povedal, to smo lani smo prej prevzeli, če sem prav zastopil kalupe z... Trni so to. Trni? Trni za izdelavo lopatic vetrnice. Najdaljši kos je dolg 48 metrov, trenutno od teh treh, tako da skupna kompozicija pride 53 metrov dolžine, 83 širine pa 4 metre višine. Pa teže, skupne teže s kamionom vred 40 ton. Zdaj pa že kar številke, orang. Kako pa tele prikolice, koliko pa se to pa stegne? Tudi na 13 metrov pa do 50, kako je to sploh? Prikolice so posebej prirejene za ta transport in se raztegnajo tudi do 54 metrov dolžine. Tako da pri nekaterih tovorih imamo lahko od zadaj tudi previs, tukaj da imamo 9 metrov previsa, kar nam pomaga lažje mimo ovir pridati čez ovinke, čez kakšne ograje ali pa kaj podobnega. No, super, hvala za informacije. No, takole je pa poj kabina, delovna. Glavno, not ima 2 joysticka, pravi že tako kot pri bagarju, podobno, no. Podobno, isto levo. Ja. Švenk levo, desno, da imaš zajlo, gor, dol, roko pregledanje, da imaš pa še teleskop. Tamle pa je cel kapenah informacij. Programa cel kap, da zbiraš kombinacije, ko gre kjer teleskop ven. Aha, to lahko vse nastavljaš, pa blokiraš pa. Bi rekel radi, koliko deleč, koliko je roke ven, pa ti pol sam nekje da podatek, koliko imaš nosilnosti. Da te pa ne več motil, da ne bomo kaj zasrali. Hvala, ajde. Specialne prevoze, specialne mašine, vse skam zelo specialne, zanimivo za videti. Zdaj to pa nam bližne zrihtan tlele, še pogurtnejo, do konca zbližejo. Nekaj štela prikolcev tamle. Nekaj dviguje, da ima prestavu. Majhan jo je skaj potegnil, zadaj zaradi previsa, mislim, da je 1 meter skrajšal. Tle, kar vam gleda, mora biti po dovoljenjih lih prav neštelan. Hurtnat. Grem na karavanke, to je to. Vse urejeno. A gre z mano do gor? Neč grem jaz nemo do karavank. Tole kamerco sem vzil, da bomo malo posnel, ko da bejšmo. Gremo divat. Gremo divat, a ne? Redi.
Ena. Zdaj pa samo boš bi rekel, zdaj bo zadaj. Lukna, doš vam se pravo. Evo, kar peta počas stvar. Kaj pa imaš tu na zvorino od Volvota? 540. In dobra. Čudovita. Avto ima 800 tažen, dela pa kavuca. To se pravi, ti dela drugače po dnevu ne bi smel voziti, a ne? Po pravilih ne. Iz tam se moramo makniti, ne smemo tam stati, ker je prenavaren. Se vidiš, kako gonijo mimo. Zdaj gremo po določenih pravilih, po dovoljenjih policije in vsega, da se mi lahko tam umaknemo. Na karavankah zdaj parkiram, odpnem, grem domov, pa jutri zvečer ob 10. pa je Avstrija. Fanta imata pa vsaj ene 6 ur več vožnje, ker imamo tam na Dunaj. Ja, to ste norce. Čeprav to je še bolj zanimivo, da je tako malo specialne, a ni? Bolj pa tista klasika. Jaz sem se na tole navadil, jaz klasiko sploh ne maram več. Čez dan spiš, po noč voziš, recimo poletje, hudičke vroče, ne moreš spati, po zim se imamo vebast, to te zebe sam. Tudi, veš. Pa krize so po Nemčiji, sploh parking dobic, tako le prevozam. Zdaj tam v Franciji imamo prav rezerviran parking, smo prav dobolj določen papir od nemške policije, nam odprejo, zapeljemo noter, ker kje boš, ni šans tu, parking dobiti. Stari, pa imaš to cel kup enak izzivov, tako rečen res, ja? S parkinga pa Ko so izzivi, vsi mislijo, da je fleten, pa ni drugačno. Tole je še v redu, pa kaj jadrnico peleš, tisti je malo. Ti se še malo huj. Edino zastopijo, da je pač to širok. Motorančo vam pele še na tleh, oni ga vidijo. Jadrnica je navadna, to, da ti me table noter zapele, se je tudi že zgodilo. Probaš rešiti situacijo, ker on da te udar, tamle v kamion so prevrnili, tablo bo udaril, se bo on zaletel. Navaren je, ni za Ivance, to se pravi, meni ni za vsega, no, moraš biti človek za to. Pa bomo še dajte obiskati, da še kaj posnivati. Tile zanimivo reči. Še pa z mano na furo. Vozimo tudi v Maroko, ene čovne iz Poljske. Koliko cajt pa to kruh divaš? Mesec. Cel mesec? En teden, dobrih en teden, 7-8 dni imaš do dol, pa tista njihova carina, ker to pač Afričani in to gre dol počasi. Pa imaš to ene 6 dni na carin, stojiš, ne veš, kaj sam s sabo. Zložiš pa takole, minuta pa zložen, pa pospraviš prikolico, pa nazaj na ladjo. Moš pa čisto dol, do Gibraltarja. Navaren je dol. Že to gremo nazaj, je skener, pa te, kakšna droga. Šverca na dost, pa kva, kakšne kraje, pa boh kako se. Kraje, nafte, se mi je tudi že zgodilo, v Valenciji so mi nafto ukradili po noč, ko sem spal. Sploh ne veš. Če Klemen, sem jaz videl, na moji desni je trakac napeljan. Greš naravnost, pa tle, ko imam jaz avto, greš pol uri kvrt noter. Zato gremo ob 10, ker tunel zaprejo, ker se moramo posred peljati. Aha, in takrat pa je prav zaprt. Na on stran ga zaprejo Avstrijci, da se mi posred peljemo, ker v tunelu je to navaren. 5 metrov, 4, 2, 1, ok, postaviš. To se pravi ogromno odvisno od spremljevalca, ja? Ful. Kako ti dela zadaj, ti gleda, ti ne gleda. Tako je v Avstriji, on gazda. Ker tole dolžino zadaj ne vidiš, ne veš, kje je konc. Pa tle sam nič ne moreš, ne, to mora biti Ne moreš zmeri enega zadaj. Evo, parkiran. Da grem pa jaz še z izreden malo pogledati. Pa malo povprašati. Kako pa je pa recimo s kakšnim voznikom pa je v prometu, pa to, ker to moraš verjetno pa malo zapirati cesto, pa to, pa ne vem, kakšen malo naprej tiši. Take kamione, ki so pretežno zelo široki ali pa dolgi, recimo vsak uvoz je treba zapirati prehitevalni pas, če bi se iz desne strani kdo vključeval na avtocesto. V tem primeru mora spremljevalec zapreti, šoferju sporočati po radijski zvezi, da ima levo špuro fraj, da se lahko šofer počasi premakne na prehitevalni pas. Ko se vozilo odpelje naprej, se šofer vrne nazaj na svoj vozni pas in promet se odvija naprej. Kako pa tole recimo glede policije, pa teh prevozov, pa tega, ker zdaj Klemen nima nobenih policajev, za une dva sem pa slišal, da je treba tudi spremstvo policije imeti. Konkretno, če se dotaknemo današnjega primera, Klemen se je peljal samo po avtocesti, to je poudarek. Po avtocesti je spremstvo policije zelo redko določeno. Naprimer, do širine 6 metrov na avtocesti jih ni. Druga dva kamiona pa imata policijo, ker se bomo mi iz odstavnega pasu zapeljali ven na državno cesto in tam je potem nujno potrebna policija. Kljub temu, da je to sam
bom rekel, 200-300 metrov, ko se bomo vključili nazaj na avtocesto, potem spremstvo policije ni več potrebno. Na kakšnih odsekih zelo lepo šoferji delajo, se umikajo, počakajo. Na kakšnih relacijah imamo pa res probleme. Eni, moram reči po domač, so tišasti. Za vsako silo bi rad prišli pred kamion, ko pa pridejo blizu, pa vidijo, da je to res širok ali pa dolgo in ne bojo mogli prehteti. Pride tudi do prometnih nesreč, žal, ampak hvala Bogu zelo redko. Enkrat, ko sem na avtocesti, se že pele, ampak prideti v avtocesto, pa na kakšen gradbišče ali pa na mikrolokacijo, kjer je zaključek, tam se pa poj vidi, kdo zna in kdo ne zna. Ker mi v prvi vrsti se trudimo, da promet mimo nas teče čim bolj nemoteno. Če ste prištimani, kar parimo. Ja te slišim, Sati, me čuješ? Mata cel izvoz frej, tako da nasprotno več noben. Hvala, da te hitamo dan, ideš. Tle počakat, super, hvala. Evo, tam je policaj, pa spremstvo. Zdaj grejo pa veterance. Zdaj pa tle z daljinčkam, da mu zavija, da kaj sploh vse zmota. Gužva sediva z unga konca, z tega konca, tam. Ja, vse se pač zabije takole, se ne gre drhati. Tečem iz avtoceste dol, da ga ndale pa tam na mosta gor ujel. Zdaj en šot. No, kamiona sta zdaj nečakana, morate počakati do noči, da jo ta vka naprej spalava. Jaz mislim, da se je v tem videu kar dobro dal pokazati, pa predvsem nekaj informacij bo not, kako izgledajo te izredne prevoze, kako se to naklada. Glavnem iz moje strani to. Vi pa pojte kaj na bobner7.si, po kakšno cuno, kapo, majico, pulover, jakno, hlače delovne, škorne, karkoli, predvsem vam moj ne hrči. Da bo kaj še kaj pametnega posnel, no. To je pa to. Se vidimo.